Drugače mene mislim, da se zgleda, da sem redo. No? Ne, tebe se dobro sliši, super, odlično. Jaz sploh ne slišim nobenega unga crčanja od zanj, tako da očitno smo tudi to nekaj premagali. Whatever. Ok, good. A ja, moramo še povedati, da danes pijemo plačo, se pravi peliconovo pivo. Jaz imam ta prvega eksperimentalno C pivo, ki pomaga tudi proti koroni. To bom videl jutri. Če je še zmerno imel, pol zihar pomaga. Ne. Tako da, opa. Ja, veš, da obstaja menda teorija, da ne bi Guinness proti malariji pomagal. To imajo nek ta urbano legendo, imajo v Afriki furajo. Ja, zato, da ga več prodajo. Ne. Pomagajo, ko imajo v Gani, imajo pivovarno Guinness, mogoče. Ja, res je. Mislim, imajo v večjih afriških. No, ja, ful so moči, no, vem, da v Gani vem, da imajo. In sem probal sem unga, je drugač. Se pozna razlika, no? A veš, jaz sem dobil tegale mislim, da nigerijski extra foreign stout in per je vrhunski. Mislim, ima v njih tudi 8%. Ker je za razliko od tega našega, ki tudi mislim, da glih do ene 4 seže. Ja, lej, pokvar se pa ne, le. Ja. Ja, meni se zdi, da imaš 4,2, veš. Da imaš 4,2. Ja. Nekaj tasga. Meni se zdi, da ima. A ni na petki, na taki, kot radi? Ne, ful je nižji. Zato, enkrat sva z Vinjem bila v Pelikanu in sva prav rabila res veliko ur, cel popoldne do večera, pa še malo, da so se ga napila od njih Guinnessov. Sicer je ratal, ne, ampak težka, boj na požiralniku, stari. Ampak to je spet za drug podcast. Ja. Imam že ime, stari. Torej, kaj gremo ali kaj? Ja, pičmo, pa počmo. Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je edini podcast na svetu, ki vsako epizodo obdela eno poglavje štoparskega vodnika po galaksiji. Ne samo na svetu, tudi v galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Podcast podpirate podporniki na podpornih platformah in če bi nas radi podprli tudi vi, obiščite hvala-za-vse-ribe.si in nas podprite. Samo zaradi vas se slišimo tudi v teh izolacijskih časih. Z donacijami smo kupili mikrofone, da lahko snemamo od doma. Hvala. Imamo ga. Imamo novega podpornika. Matej se je pridružil skupini podpornikov, še zmeraj nobene podpornice, še zmeraj čakamo. Tako da hvala lepa, Matej, ker nas podpiraš tudi ti. Tako da super. Jaz upam, da sem v tem podpornikom lahko enkrat tudi s preletom letal zahvalil. Ali pa saj piknikov, ko smo obljubili prejšnji epizodi. Ali pa z ladjem. Letala so že naredili z ladjem, ali pa nekaj tazga, podmornica, karkoli. Stari bomo rekli štebetu, da bo z avionom preletel čez Ljubljano. Evo, to. Pa v zadnjem traku leče, veš. Upravičujemo se za vse nevšečnosti. Tako, hvala. Sam to moraš imeti ziher kakšen drugačen, še to treba štebete vprašati, če moraš imeti kakšen poseben, dekret. To ne moraš kar tako. Ziher. Zakaj? Ne, ziher ne moraš kar tako vleči. Moraš imeti dovoljenje za prelet, toliko nizka. Dobro, to ja, ampak moraš imeti dovoljenje za prelet nad Ljubljano, ker je Brnikov zračni prostor. Veš, ko poznam pilota, pa pol vem te stvari, ker niso čisto. In hitro te povopajo, če si kaj preveč pogumen pokrog letaš, to pa rekel že. Ok, da gremo naprej. Če imate radi domača craft pira, obiščite pelicon.bir in uporabite kodo brez panike za 10% popust in tako podprete naš podcast. Danes pijemo, to pa smo že rekli, da pijemo peliconove zvarke. To smo že rekli. Danes pijemo pelicone in še upam, da bomo še drugi teden lahko naprej dženi. Ja, alright. Na družbenih obrežjih smo povsod, opravičujemo se in hvala, ker nas poslušate. To se mi je zdelo fajn, ker nikoli ne rečemo, da se zahvaljujemo tistim, ki nas poslušajo, ker to v bistvu ne. Podpora gore dole, v bistvu delamo to zaradi teh, ki nas poslušate, tako da hvala. Zaradi vas ta podcast obstaja. Ja, to je res.
To je čista resnica. Okay, v prejšnji epizodi sta bila una dva, Sam en medklic bi imel. Lepovej. Opravičilo smo dolžni. Ne? A smo? Ja. A smo? Smo. V bistvu smo isto, kot štoparski vodnik. Dali smo en netočen podatek. Ne? Oziroma, pač mi smo nemogoče, mi pa ne. Ne, se ti pravim. Mi smo nezmotljivi kot JJ. Ne, mi smo tako kot štoparski vodnik. Ne? A veš, kje že ne vem, se nek piše, da vsebuje precej divje netočnega, ne, in vse skupaj, ampak je malce cenejši, ne, mi smo v bistvu zastonj, razen za naše podpornike. Hvala. Ja, hvala. Ne, in dolžni smo upravičilo glede tistega podiranja mosta v Mostarju. Ne. A, točno, ja. Ja, sam smo res. Ne, tam smo v bistvu, vsaj, mislim, jaz sem, vidva me pa nista upozorila, sem rekel, da so ga podarili Srbi in potem smo hitro bili upozorjeni, ne, oziroma smo sami ugotovili, da so ga podarili Hrvatje. Ja, tako. Ja, glih tisti teden je bilo obletnica. Ja, sej malo je to tako izpadlo. Ja, tako da... Se upravičujemo, ni bilo nalaž, pa tudi s temi stvarmi ne se ponovati ne hecamo. To je res, ja. Z vsemi ostalimi pa ponovati. Ja, imaš prav, ja, to je bilo čisto na mesto upravičilo. No, v glavnem, priklopili so ga, ne, v prejšnji epizodi. Mislim, priklopili so globoko misel. Tako. In v prejšnjem poglavju in gospoda filozofa sta ugotovila, da je vse v redu, ker bo te lahko naslednjih 7,5 milijona let služila bajne novce in je to tone. Ja, v bistvu jih je prijazno na to, kako bi rekel, opolnil ali pa ima razložil, prijazni računalnik. Ne. Je lepo razložil, kako ona dva sta najprej bila zelo jezna. Kako to kapitalizirata, ne? V bistvu tako. Ja, Liman... Kako kapitalizem dela. Ne? Tako, ja, mislim, da bo ta ono, da bo ta se imela zelo fajno in vsi ki se bavijo s tem poklicem. Ja, veš, to je recimo, ne, vse pol, ki tudi kasneje ugotovimo, ne, v bistvu kle je že tako, kad na zadnji strani ne, knjige prebereš, ne, da je pač ena ženska ugotovila, ne, kako bi se imeli lahko vsi radi, veš. Ali sta brala vidva knjigo Sreča trademark? Sreča tam, ne. Ne. Ampak dej bomo dali zapiske. Mislim, vse to je drugače čistko roman, ne. Ampak v bistvu se tip ukvarja z mislijo, da bi nekdo napisal priročnik za samo pomoč, ki bi dejansko deloval. Veš, in ne, da v bistvu kako bi pol izgledali, ki bi ljudje, ki bi to prebrali, bi dejansko postali srečni, ne. In da bi to bi svet spremenil precej bolj kot korona, recimo. Ne? Pa ne. A veš, ne bomo zdaj, koga je korona spremenila, ampak nadaljuj. Ja, mislim, zdaj, ki je tako moderno o tem govoriti, veš, ne, da koliko je korona vse spremenila, pa naši otroci so telebajski v pol leta ratali, pa ne vem, kaj vse se je zgodilo. Mislim, pač, ja. A veš, ne, mi recimo ne bi pera pil, ne, ki ga ne pravili, ne. Čak, ne, to bilo isto. Nadaljuj. Ja. Ne, pa ne bi ga v sredo, čeprav, ja. Mislim, sreda četrtek, kaj zdaj tako je razlika, ali pa tork, no. Ja. Zdaj, no, to je še zmeraj isto, tako da... Jaz moram reči, da se mi zdi, da sem že malo koroni kratujem, tako da... Je pa res, da bi se družili, verjetno, ne bi bili v svojih sobanah, ampak bi se verjetno družili na lokaciji. To je načeloma lepše. V glavnem ne. Zdaj mislim, da je cajt za opozorilo za kvarnik in da mi končno primemo tole 25... Kjer je zdaj to? 26, ne? 26. Da primemo, čeprav to vsi rečejo za roge, to prezvede. Tega le nimaš skoraj za nič zaparjet, ne? Ne. Kaj je to, glave nima rok. Zaparjet za ama ništa. Mislim, pa jaz sem samo to rekel, ne, kot skoraj veterinar, ne, večina pikov nima rogov. Zakaj? Ker se poškoduje lahko, ja, jih že, ko so majhni, jih zakurijo. Ja, v bistvu. No, evo. To je bilo zivo veterinarsko dejstvo. Zato le drago plačajo. Ja. Ja. Absolutno. Ja.
Ja, ok, dajmo zdaj opozorilo za kvarnik, pa pičimo na... Ok, in smo v 25. poglavju. 26. Ne, in smo v 26. poglavju. In ker smo... korona te zjebala. Ja, po mojem. In po mojem, veš, kaj bi lahko kar naredili, ne? Če bi prosili mi dva res, v bistvu ne Hupi Fruda, ampak dva gospoda, da nam ta dialog med Arturjem in Slati Bartfastom poveta. To bi bilo res, da bi To bi bilo dobro. To bi bilo dobro. Kaj pa, če bi mi poklicali gospoda Davida Urankarja pa Jureta Godlerja, ki imata te dni frišen podcast Gospoda, da nam... To spa lepo spelo. Tega pa sploh videl nisem. Kakšno čudno naključje, ne? Pa da nam to preberete, pa mi kakšno rečemo na to temo, kaj se je zgodilo v tem poglavju. Ni slaba. Odlično. Dobro. David, Jure, se slišimo? Ja, živijo gospodje, kako ste? En lep pozdrav iz najnih finih vod v vaše znanstveno-fantastične. Morava pa povedati, da sva fena knjige, tako da smo si na nek način zelo blizu. Absolutno. Super, pa kar pičita. Ja, zelo poučno. Samo ne razumem, kaj ima opraviti z zemljo in mišmi in vsem tem. To je šele prva polovica zgodbe Zemljan. Če te zanima, kaj se je zgodilo čez 7,5 milijona let, na veliki dan odgovora mi dovoli, da te povabim v svojo delovno sobo. Tam lahko vso stvar doživiš na sensomatičnem posnetku. Razen, če se ne bi raje na hitro sprehodil po novi zemlji. Sicer se bojim, da je komaj na pol izdelala. Nismo še utegnili zakopati umetnih dinozavrskih okosti v njeno skorjo. Položiti moramo tudi še v terciar in kvartar kenocojske dobe in... Ne, hvala. Ne bi bilo čisto isto. Ne, res ne bi bilo. Ja, David, Jure, hvala za tole. Vrhunsko je bilo. Upam, da se vidimo kdaj na kakšnem golfu, ali ne vem. Mislim, mi nismo taki gospodje, da bi to znali, ampak lahko pa pridemo v golf klub Perpit, tako da to pa komod. To pa znamo. Kakšnega znamo? Ali pa to pa ja. Sem tam imamo pa mogoče mi boljši handicap, kot one dva, veš. Tam pa zihar. Se z tega je handicap, da vsak lahko, a veš, handicap je zato, da vsak lahko tudi, a veš, če si boljši, lahko z njimi tekmuješ, ne? Ja, tako. Veš, sam imamo malo, ne? Nižji ga se mi zdi, da je boljši, če ga imaš. Boljši nižji, ja. Ja. Ampak, veš kaj, meni še zmeraj malo bolj rajca v mini golfu Tivoli, ko ima kafano zraven, ne? Se tam lahko tudi piješ, po mojem. Pa pivovarno nasprota. Se tam tudi, se pa moje tam, če nisi zdaj, da ne delaš pizderi, ne? Če ne delaš pizderi, imaš lahko, a veš, flaško zraven, ali pa kakšen perček. Čeprav se oni imajo, a veš, se imajo, ne, te. Ja, sem pol nisi dober, ne, pol se ti handicap zviša. Dobro, se greš zaradi, zgubiš, a veš. Igraš zaradi veselja do igre, ne? Da večina jih bolj tako to jemlje kot nek tak sestank v naravi, ali ne vem. Ja. Še nekaj počneš, pa da vmes, ko se ne pogovarjaš, še nekaj tolčeš. Ja. Čeprav, veš kaj bi mogli pa vprašati, to smo pozabili vprašati Urankarja pa Godlerja, ne? Koliko je zdaj Donald Trump omalovaževal igro, ne? A veš? Aha, se tudi JJ to igra, veš, tako da... A JJ tudi je seveda, da ga... Ja, valjda, on je navdušen golfist. Če ga tudi on pide. Valjda, ne, absolutno. A ona da igra ta golf, mislim, zdaj tako smo jih ful okarakterizirali. Ne, valjda, Godler je ful dober, že ko je bil v pozovalnici, je skozi Tomiča matro, da bi šel, da bo ta šla enkrat igrati, Urankar pa tudi vem, da igra. Ok, dobro, da je zdaj... To je bil podcast o golfu. To je bil podcast o golfu, najboljša slovenska golf igrišča so. Stari moj, da v tem še manj vemo, kot v veterini. Opa, tukaj smo imeli izobraževanje, v golfu nismo imeli nič. Ne se pravim, ne, da tam saj ti lahko kakšno mogoče ne čist ister, te izvito prsvakaš. Mi dva jih speljam, ne, razen ko sva kdaj. Čak, vse smo bili enkrat tam na Rodici. Jaz sem bil. Sam smo šli tudi po Rodici, smo šli tudi v Adam Raubare, ki je nasprot po nekem čudnem naključju, pa je šla una praksa, ali kaj smo že imeli tisti. In lega zlomka zmeraj je všterija zraven. From the past. Pa takrat smo se ga, kdo bi rekel, ne. To je tako,
Ampak Čeprav, a si slišal mislim, to je eno tako staro slovensko pravilo, ne? Če iščeš gostilno, moraš turen poiskati. Ne? Ja, pa se to je logično. In pol je zraven. Ne? Seveda, da je. Mislim, razen res zaniknih vseh. Mislim, res mehnih vseh. No, se oproščam, vsem mehnim vsem, ki nimajo štarije. Pa še tam po mojem bi bile, jaz bi rekel, da tam mogoče kaj na hribu jih ni ponavadi. No? Da hribu ne, če pa v vasici. Če pa v vasici, cerko je pa zihar zraven gostilna. To je pa tudi najbolj, kot si ti rekel, ne, mehna. Ja, kako nismo enkrat smo delili, kako preživeti v svetu, ne, s onim kletjem in v srbo-hrvaščini, ne. Ja, tako je. Zdaj dajemo, kako preživeti v našem okolju. Če si alumnimni alkoholik ali pač ne. Sam gledaj, kje so cerkve. No, pa konca, veš, se tudi, veš, gostilne niso samo, ne, da kaj ne spiješ ali pa poješ, ne. Tudi, veš, če hočeš kaj izvedeti, bi šel kaj ne vprašati. Veš, v Šterbo vedo tam. Zdaj ne tega iskati, kaj je zaprt. Ja, zdaj ne, ampak takrat, ko se bo odprl ali pa takrat, ko se je odprl. Je še cerkev zaprta, ker je. Wikipedia je zaprta zdaj. Ja, ta. Ja. Veš kaj, preden gremo mi na poglavje, mislim, v bistvu smo... Vse smo skozi v poglavju. Po poglavju smo, vse se pogovarjamo. To je v bistvu zanimivo, ne. Da v bistvu je ta senzomatični posnetek, ne, v bistvu ene sorte VR, ne, virtualna resničnost, ne. Ja, sam je še mal upgrade, ne, kad ti da še, veš, druge čute, ne. Ni sam, veš, oko, ampak da ti tudi von pa take stvari, kar je napredek od VR. Ja, senzomatični neki neki. Kukor se jaz spomnil, da ti vse pač, mislim, 5D. Piš vetra, pa vse to ti da. Kada si tam. Točno to, ne? To se pravi, dobiš ti vse občutke. No, se ti pravim, vse sta bila v teh kakšnih 5D kini. Ja. A ne tam, kad te pa že malo z vodo spritajo, pa pihajo tukaj v glavo. Se to. Ja. In zdaj konc tega poglavja. Ne, ni še. Kam noriš, človek? Kaj pa imamo še? Tako kot je rekel starec, to je šele prva polovica zgodbe, Zemljan. Ne? Ja, to je res. Ne, in potem ga je povabil, ne, če bi se raje na hitro sprehodil po novi zemlji. Ne. Sicer mu je razložil, da je šele na pol izdelana. Ne. Mislim, da še niso vrgli vseh stvari not, ne. Tako, ja. Ampak ne, to Arturja ni glih prav umikal, ne. Sicer to smo slišali pol tudi v tem dialogu, ne. Ampak ne. A veš, kako se moraš počutiti, kako misliš, da se počutiš, ne? Recimo, da ti zemljo podrejo, pol ugotoviš, da jo na nov delajo in pol imaš v bistvu ti to kreacijo v bistvu čast videti in skoraj sprobati ali karkoli, ne. In ne greš pogledati. Ne, v redu je. Ma ne, to je tako, kot tam, a veš, jaz, ki nisem hotel jeti filma gledati, ne. To si prav naredil, ampak kaj ne? Ja, ampak to glih zaradi tega, ker ne, ni to s knjigo, ne moreš, mislim, gledaj pri knjigi ti itak domišljija dela na polno, ne. In ti si ene svoje karakterje ustvarjaš, zgodbe si svoje nekako, ne, in pol ti začne, film je pa le slika in ti pol mal zjebe to predstavo, ne. Ja, pa še ena stvar, ki je mogoče zanimiva, da v bistvu, a veš, v prejšnjem poglavju končno mu razloži, kako je bilo s temi mišmi in zakaj v bistvu, kaj je Zemlja je bila, ne? En super računalnik, ki bo najdel odgovor na vprašanje o življenju v vesolju in sploh vsem. V resnici zdaj le kvarnika naredil. No, v glavnem, on je zvedel, da je Zemlja bila en velik računalnik, ki bo nekaj izračunal, ne? Ampak še ne ve točno kva, ampak ga v bistvu ne zanima, ne? A veš? Mogoče to sam šoka, veš, pač toliko informacije, da se... Se ni, ne vem, boh ve, kva ta Zemlja, ne, sam pač navajeni smo najno, ne. Ja, mislim, a veš, vse ne tukaj, veš, najprej ti en pove, da je to itak umetno stvarjanje, so jo zgradila, veš, že to te bi mogli sezutno. Vse tako, kot smo rekli v prejšnjih oddajah, ne. Ja. A veš, mislim, tukaj je toliko nekih informacij dobil v kolikih dneh, parih dneh, tako da lej, po mojem, ne vem, ne vse mi je. Povej mi, kaj si mislil mi najbrž povedati. Je to, ja, najbrž je to, da dajte nehat, prosim. Information overload. Yep. Ja, no, pa smo že počasi tam, ne. To je to, jaz mislim, da s to lahko zaključimo. Ja,
Veš, kaj je bilo? Kaj je bilo že na Twitterju, je bila še ena reč. Afna Blazijek, Blaž je hipotetiziral, ne? Ob 21. zveš, da bo čez 1 uro padal kamen na zemljo in jo zbrisal iz osončja, začela se je policijska ura, zaklenjen si v občini, what to do? Pač 1 uro imaš še življenja, kaj boš delal? Ne? In pa smo mi vprašali še po našem kanalu naše sledilce in sledilke in smo dobili 2 odgovora. Poleg odhoda delfinov se bo JJ pobotal skupaj. Se bo JJ pobotal s kučanom, od neverjetnosti tega dogodka usupli komet, pa bo zgrešil zemljo. Okay. To je kar pozitiven. Ja, to je napisal Mari, se pravi Mar 1, 2, 3 ABC. Afna Marjutka Hafner pa je bila čist na izi in rekla, da skuhaš skodelico odličnega čaja in to je to. Jaz mislim, da tam je njih 80% Slovencev šlo verjetno avto pokriti z deko, ki je neki tazga. Da ga ne utovkal. Jaz bi šel direkt, ajde bomci v Vajdošno, pa gremo do Pelicona, pa gasa. Nimaš 1 uro star. Uro imaš sam. Ne pa policijska ura je. Policijska ura bolj te kurat. Za primer kometa bom zdaj skodo brez panike kar skozi naročil pri Peliconu, tako da, a veš, če slučajno, ne. Da imaš na lagerju, ja. Pa konc koncev, tudi če ne pade komet, pa da ne se zgodi cela apokalipsa, ne, veš, kaj je najboljša dobrina, ne. Alkohol, zmeri. Valjda. Če bo kdaj do te novice prišel, da je šel v zapiske, da je še mojo številko tekočega računa, da ne teli nakažejo, vsi, če se slučajno to do tega pride. Pa vemo, kolikrat se je ta konc sveta že po nesreču, tako da na konc znam še celo uživati tisti vaš denar. Te pa bravk. Sam stari, a si predstavljaš ironijo, ne? Za današnjo loto, ne vem, milijavžen, euro loto, ki ne vem koliko, milijavžen milijonov in pol ti rečejo, ne vem, zdaj pa 1 uro je pa konc sveta. Super. Jaz bi v petek bi zadev, v soboto bzihar, NASA napovedala, da ne bo sad trofne. Evo ga, komet prihaja. Sorry, lučki, to je bilo to. Zadnji ni luč ugasne. Se bi se kaj lahko narišil 1 uri, res lahko si odpreš tisto svojo najljubšo pijačo in to je to. Pa počakaš. Greš gor mogoče nekam na balkon, na streho, nekam imaš dober razgled in to je to. Ja, Blažu so odgovarjali tudi, da pa še Hors bi probil. Sam kje boš do Horsa prišel v 1 uri? Mislim, še posebej, če ga prej nisi nikoli, ne? Če ga prej nisi nikoli, se pravi ne veš, kje ga dobiti, ne? Itak, v 1 uri ni ene šanse, da ti priješ do... Itak si sam nafukal, da ga ima. Zdi se mi pa, da je polikarbonat najboljša odbov, ki je napisal v avto pa v žiri, da pa tam počakal tiste par let na konc sveta. Oni so mečkan zadej. Se pravi, da ima hat, ki gre v Zagorje tudi saj 2 let lufta, potrebovali tudi. Ja, recenzija, imamo. Ja, imamo. Se pravi, Matej, ki smo ga prej omenjali, naš nov podpornik, je napisal sicer na Patreonu, ampak z njegovim dovoljenjem jo bomo prebrali, ker je res lepa. Vaš podcast me je spomnil, da sem obrisal prah svojih knjig in jih prebral, pa še TV serijo, prvo fazo radijske igre in film sem ponovno pogledal. Potem pa sem šel tako zaradi kompletnosti in Filmca in Aleza Kodreta še brat pa še tole in si z njim konkretno pokvaril okus. Vaš podcast mi je pomagal, da sem se tega slabega okusa rešil. In format o vsem sploh mi vsake toliko čisto paše, ko zunaj bežim pred zombiji za rekreacijo in doma pripravljam in pospravljam po stanovanju. Zelo lepo. Hvala, Matej. Hvala. Lepo, res lepo. Ja. Pa hvala tudi za podatek, da pa še tole ni za prebrati. Okay. Zdaj smo pa že kar sklepčni. Ja, mislim, da se veš, mene še zmeraj malo film smatra, ampak ne vem, je treba dosti discipline, ampak lej. Pust primer, če te bote mogli popasti. Jaz nimam, no. Ok.
Zdaj pa vamo poslušalstvo, da preberete citat iz 27. poglavja in objavili ga bomo v naslednji epizodi. Oziroma, v bistvu ga ne bomo. Ne, v bistvu za 27. epizodo ne bomo povabili, zato ker že imamo citato gostjo. Za naprej pa lahko pokličete našo tajnico 0599 608 685. Jaz sem pa mislil, da je bilo tole reverse psychology, ja? Reverse psychology. Ne rabite, ne klicati. Ja, ampak se je. Ja, ampak pizde, ne smem reči. Ja. Boste slišali v naslednji epizodi, zakaj. Ampak, ker štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa je zastonj, nas lahko finančno podprete. Podpirajo nas že Luka, Blaž, Matej, Trnov Matej, Jure, Primož in anonimni junak. Veste, kdo ste in iskrena hvala za vašo podporo. Če nas lahko podpreš tudi ti, bomo hvaležni za tvojo podporo. Če pa ne, pač nič za to. Lahko pa povabiš prijateljico, ki je imela rada štoparca, da tudi ona posluša naš podcast. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala, čau. Hvala, ajdi. Ajde. Dobar. Dobar. A to zdaj snemamo dalje ali prekinemo?